Dobrodošli na video. V tem videu bom odgovarjala na vprašanja. Jaz mislila, da bo ta video del mojega vloga in pol sem dobila ful vprašanj in sem rekla, to malo preveč in bom reč to naredila posebej. Tako da, danes odgovarjam na vprašanja, ful jih je. Upam, da ne bom tek 3 ure govorila, ampak bom probala biti kratka, jedrnata. Grede, danes moja mačka Mika rojstni dan in je ni z mano, ker je pač pri mojih starših, ker jutri grem na letalo in pač mora nekje ostati in nisem z njo za rojstni dan, se ona ne ve, da ima rojstni dan, ampak ja, prvi rojstni dan ima se ne boljše Mikica. Dobro, ful stvari se je ponavljalo, najbolj pogosto vprašanje je, ali si samska, ali si zaljubljena, ali hočeš otroke, kje se vidiš čez 5 let, to je bilo tek po mojem, mislim, dosti pričakovano, zato ker sem stara 30 let in sama živim, nimam otrok, nimam nič. V tem itak sem že večkrat govorila o teh pritiskih družbe in to. Bom kar začela z vprašanjem, ki se mogoče malo na vse to navezuje. Prvo vprašanje je točno to, kako se soočam s pritiski družbe, vrstnikov, družine. Tudi ta punca, ko mi je to vprašanje dala, se očitno s tem pač more ubadati in verjamem, da nismo edini, ker vsi mislijo, da imajo pravico oziroma da vejo, kako se živi življenje. O tem sem že fulkrat govorila, ampak če bo treba ponoviti, ne vem kolikokrat bom še ponovila, to je tvoje življenje, ti živiš to življenje. Hočeš ti biti srečna ali hočeš živeti tako, da bojo drugi okoli tebe srečni, ti boš pa cela žalostna in delala stvari na silo. Ne, tako da jaz ful cajta sem rabila, da sem sebe postavila na prvo mesto, da sem dojela, kaj sploh jaz hočem. A res to hočem zaradi sebe ali hočem to, ker vem, da se to pričakuje od mene. Pričakuje se, da imaš čim prej partnerja, da se lahko začneš razmnoževati, a ne, mislim, sliši se tek ful čudno, ampak točno to hoče od nas, a ne. Pa da imaš hišo. Zdaj, jaz na nek način razumem družino, razumem starše, tako so bili vzgojeni. Pričakujejo od nas isto, ker pač to poznajo, a ne. In tudi se mi zdi, da je pri družini tudi tako ful se radi primerjajo, ne, pač ja, moja ima pa to, moja ima pa dragega, moja ima pa uno, medtem pa noben ne ve, da ljudje živijo v nasilju ali pa živijo z nekom oziroma so z nekom, ko ga sploh nimajo radi ali pa on njih nima rad. Noben ne ve situacije, ampak važno, da ima nekdo partnerja, tako da vem, da ni enostavno, zdaj kak sem jaz to dala čez, da se res počutim čisto okej glede tega in da se nisem obremenjevala z temi pritiski, je to, da sem pač probala sploh mojim bližnjim pač večkrat eno in isto razložiti, torej, a hočete, da sem jaz srečna ali hočete, da pač imam nekoga toliko, da bo. Jaz verjamem, da če te imajo starši radi, pa da če jim nekaj pomeniš, ne da jim pomeni samo to, da se bojo lahko pohvalili pri svojih prijateljih pa drugih družinskih članih, bojo razumeli in ti ne bojo težili. Zdaj, če pa niso taki, pol pač je to njihov problem in ti s tem čist nič nimaš. Verjamem, da te to spravi v slabo voljo, samo na koncu imamo eno življenje in živi ga tako, ga ti hočeš in verjamem, da tudi ti hočeš mogoče partnerja ali pa tudi ne. Odvisno. Poleg tega verjetno si nočeš izbrati kar enega partnerja iz danes na jutri in imeti z njim otroke, ampak marsikdo to naredi in ne vem, toliko ljudi se mi zdi, da je nesrečnih, nezadovoljnih, čisto taki cinični in ne vem, jaz nočem biti tako vsi ostali, pa ne, da hočem biti jaz nekaj posebnega, ker nisem, ampak ne vem, se mi zdi, da vidim toliko teh slabih prikritih stvari in tudi sama sem bila malo v tem, rečemo, v nesrečni zvezi in sem pač hodila kar nekako prisiliti, ker se navežeš ali pa ne vem, misliš, da se ne bom več koga najdel, bož, vse bo cool. Tako da, zdaj se več s tem ne soočam, ker se mi zdi, da so se že tudi vsi okoli mene navadili, da pač se me to ne sprašuje in moram reči, da me redko kdo mi kaj me vpraša glede otrok ali pa partnerja. So kar mogoče ali so obupali ali pa pač so dojeli, da ne bomo si isto življenje živeli. Tudi glede zamujanja, kot sem rekla, vsak ima svojo časovnico. Eni se poročijo pri 20, pa se ločijo čez 5 let, eni se poročijo pri 30, se nikoli ne ločijo, nikoli ne veš, da je pravi trenutek za karkoli. Ja, neka biološka ura je, ampak to ne pomeni, da moraš zdaj neki pa na hiter delati. To je mnenje, kako pridobiti na samozavesti. Zdaj, jaz ne bi rekla, da sem 100% samozavestna, tak na video in to sem, uživo, odvisno s kom sem. Včasih imam kar te malo nerodne trenutke ali pa preden da kam grem, se počutim, ful premišljujem, kaj bom kaj rekla, kdo bo tam, vse hočem vedeti, da se bom pač počutila boljše. Zdaj, kar najbolj pomaga je, da se izpostaviš tem situacijam, da greš iz svojega okvirja. Vem, da nočeš, vem, da je težko, ampak večkrat narediš eno stvar, bolj ti normalna postane. Ful bo nerodnih trenutkov in pol kar naenkrat ugotoviš, pa se zmorem, pa se sem čisto cool. Glede samozavesti, poskrbi za sebe, za zdravje, za videz, za
socialne veščine, bom rekla, in garantiram ti, da boš samozavesten. Si srečna. Ja. Se mi zdi, da vedno bolj srečna ratujem. Tak pri 30-ih, torej skoraj že 1 leto nazaj, sem imela kar nek klik. Dala sem si nek cilj, prvo sem rekla, do 30-ega hočem živeti na svojem, torej pač ne s cimrami, kot sem prej živela. Do 30-ega se bom znebila vseh toksičnih zvez, ali so prijateljstva, ali so romantična razmerja, vse to dam stran. In tudi, ko sem pač bila 30, sem kar naenkrat imela isto tak preblisk, da če bom imela otroka, bom, če ne, ne. In oboje mi je super, ker pač iskreno imeti otroka ni easy, a ne, tako da mi je čist, kar mi bo v življenje prineslo. Ko več videov povezanih z make-upom. Jaz sem leto pa pol nazaj nehala z make-upom, kar se tiče strank, in pol tudi posledično na YouTubeu nisem več toliko delala, tudi sama si naredim vsak dan isti make-up, vem, malo pogrešam, to bom priznala, tako da mogoče bom probala narediti kak mal drugačen look ali pa celo te short videe na YouTubeu, ne bom pa zdaj sam tutorial objavila, ker se mi zdi, da nam večina ljudi gleda vloge. Kako to, da si se odločila za tak način življenja, stream in YouTube, glede na to, da si menila, da si bolj sramežljiva, in koliko časa se vidiš v tem, oziroma kako si predstavljaš svoje življenje čez 5 let, drugače pa vse pohvale za tvoje delo, z veseljem pogledam vse tvoje YouTube videe, keep going on, ful ti hvala. Nisem se odločila za ta način življenja, ker zgodilo se je, tako da YouTube sem začela, ker mi je bilo ful zanimiv, ker sem gledala ful teh tujih YouTuberjev. In pol Twitch sem tudi čisto slučajno začela, nisem jaz razmišljala, da bom s tem zaslužila denar, oziroma da bo to moj način življenja. Sem delala druge službe in to je bil tak moj hobi, in pol se je ta hobi počasi prelevil, ko so šle številke gor, se je prelevil v službo in ful sem hvaležna, da je tak. A ja, glede sramežljivosti in video, jaz bom rekla, da je ful lažje biti to, kar si na video, ko pa pred publiko. Če bi zdaj jaz vas videla, koliko vas je, bi po moje ne bi upala reči hi. Pač sigurno, to je čist. Se mi zdi, da introverti postanejo to, kar so pred kamero, ful lažje, kot pa v družbi. Tako da vem, da se sliši tako malo kontradiktorno, ampak ni. Tu pred kamero sem jaz zdaj sama s sabo. Tako da ja, evo, najbolj pogosto postavljeno vprašanje. Imaš fanta, si samska, si zaljubljena. In končno lahko rečem ja. Ja, prišel je čas, ne bom forever alone, vem, da so oni dvomili v mene. In mogoče mi bo zdaj te razni tipi nehali težiti, da imam rajši mačko, kot pa moškega. Mislim, mačka je itak number one, ne, moja hčerkica. Hecam se. Ne, sem se ne. Zaenkrat, če ne bom šla v podrobnosti, itak boste malo tudi videli v naslednjih vlogih. Ampak sem zaljubljena in kot sem rekla, ko bom zaljubljena, ko bom imela fanta, in kot sem vam rekla, ko bom jaz zaljubljena pa imela fanta, bo to, zato ker se ne hecam, pa tudi takega si bom izbrala, da bo res ono. Tako da mi zaupite, da sem naredila dobro izbiro, ker je tak najboljši človek ever, ok? Je še dosti frišno, ampak je občutek res tak ta pravi, ono, sorodna duša type of shit, tako da. You know the draft I made? It's nowhere to be found, so I'm just freestyling. I'm so sad. Draft of questions. Yeah. I have questions, but like when I did brief, like answered few questions, I can't find them. I named it, but I accidentally put the J at the end to like dot text and then J, and it fucked it up, like in the note. Yeah, it's okay. I'm still in. Change. Wait a minute. Wait a minute. Why did I not think of this? Oh no. Wow, I'm so stupid. What the fuck? Oh my god, this is so much easier now. Ok, to se mi je zdelo ful zanimivo vprašanje, tako ful ste šli deep z vprašanji. In sicer, kaj meni pomeni izpopolnjeno življenje? Meni izpopolnjeno življenje pomeni, da sem lahko vsak dan znova hvaležna za to, kjer sem, kam imam, do kam sem prišla. Torej, da sem res v sebi hvaležna, zadovoljna. Vem, da se to sliši ful tako pocukrano, ampak da lahko delam to, kar me veseli, torej, da je moj hobi v bistvu služba, čeprav to ni tako enostavno, kot se sliši. Ampak ja, in da imam res okoli sebe ljudi, ki me ne spravljajo v slabo voljo, da dobro vplivajo na mene, da se lahko učim od njih, oni od mene.
tudi to učenje vsak dan, tudi nikoli se ne nehaš učiti, tudi ko si 50, 60, 70, vedno je kaj, ko se lahko novega naučiš, ali o sebi, ali nasploh neke veščine. Jaz se ful rada novih stvari učim, tak nam čist simpel, tako je kvačkanje, igranje ukulele ali pa novega jezika in tak naprej. In ena taka glavna stvar, ko se mi zdi, da mi tudi izpopolnjuje življenje, je to, kar delam, torej YouTube in Twitch, da lahko te platforme uporabim za to, da mogoče koga motiviram, inspiriram in bom rekla, na nek pozitiven način vplivam na nekoga, da mu polepšam dan, mogoče ga sam nasmejim ali pa da se nekdo počuti, lej se ona zmore, jaz tudi zmorem ali pa se ona tudi tak živi, to ne pomeni, da je kaj narobe z mano, ker jaz na podoben način živim in tak naprej, da smo si tak malo v oporo. Ne boste verjeli, toliko veselja prinese, tako da probite tudi vi, ne vem, že komu, da se nasmejiš, da si ekstra prijazen, ful se boš bolj počutil. In ja, to mi daje tak nek občutek izpopolnjenosti, upam, da sem ne odgovorila. Zdaj bolj take bolj basic stvari so recimo potovanje, ker nisem že toliko cajta potovala, to si ful želim spet. Pa da čim več cajta preživim v naravi, da sem aktivna, ker se mi zdi, da sem vedno, ko sem bila mlajša, sem vedno bila skozi ali sem neki športala, ne vem, rolala, ali sem laufala, pač skozi smo bili čist aktivni in to malo pogrešam in zdaj sem se spet malo brcnila v rit in sem se lotila tega in ja, tako občudujem naravo vedno in hočem čim več cajta tam preživeti. Torej, si želim imeti otroke. Jaz sem si vedno želela imeti otroke, oziroma sem bila jaz bi imela otroke. Zdaj pač to je taka stvar, ko pač ni tako mačka, ko jo greš posvojiti, pa že to je za mene velika odgovornost. Se mi zdi, da moraš temu malo dorasti, da si finančno dokaj stabilen, da imaš v redu partnerja, s katerim si sploh predstavljaš imeti otroke, tako da ja, to je to. Zdaj mi je to namenjeno ali ne, bomo videli, kot sem rekla, jaz zaupam življenju in imam drugače ful rada to svobodo, ko jo imam in bi bilo se kar malo težko navaditi imeti otroka, iskreno, sploh vedno, ko si starejši, po moje vedno težje, ampak ja, če mi je v telo dovolilo, če bom imela partnerja takega, ko hočem in bo vse štimalo, pa tako sem rekla, finance, ja, bom pa zadovoljna s čemerkoli, torej, a ga bom imela ali pa ne. Se mi pa ne mudi, se mi zdi, da je še toliko stvari za narediti, ko sem zdaj tak 5 let bila tak kar malo na pauzi, malo pasivna, zadnje 3 leta sem res ful trdo delala za to, da lahko pač je to moja služba in nisem glih imela life-a, tako da zdaj se bo začelo, mislim, še vedno bom delala itak, ampak je treba malo živeti, a ne. Zakaj živim v Ljubljani, glede na to, da lahko živim kjerkoli? Torej, jaz sem po študiju ostala v Ljubljani, ker pač je tu tudi bilo več možnosti in sem tukaj tudi začela delati, potem sem še ena snemanja imela, zdaj pa 2 leti v bistvu mi ne bi bilo treba tu živeti, ampak sem se ful navadila, nam vse imam blizu, torej v sredini Slovenije si kamorkoli lahko greš za streame, za videe, tako vse je ful dostopno, trgovine, za hrano, ne vem, malo sem razvajena glede tega, pa tako počutim se, da sem spadam zaenkrat, a bom skozi tu? Ne, verjetno ne, no. Ali bom šla malo bolj na odročno, ali ne vem, kje bom. Tako sem rekla, stvari se tako hitro lahko spremenijo, tudi moj fant ni iz Slovenije, tako se nekaj vrne. Tako tretje najbolj pogosto vprašanje je, kje se vidim čez 5 let. In jaz nikoli nisem toliko naprej razmišljala, tudi zdaj ne. In tudi vedno sem bila bolj tak z vetrom, kam me pač ponese in vedno sem rekla, da se bom že znajdla, bo že. In res je, kdaj je bilo težko, kdaj ne. Tako da ne vem, verjetno nekje ustaljena s partnerjem, kje pojma nimam. Ja, jaz si ponadim mogoče največ za 1 let. Se mi zdi, da tudi nima smisla, zdaj čez 5 let hočem točno to in to in to in pol imaš neka pričakovanja in si razočara, ne vem, jaz nimam tega in se mi ne zdi smiselno toliko naprej razmišljati. Ja, neke velike stvari, ampak kot sem rekla, mogoče bom tudi imela otroke, čez 5 let, zna biti. Zaupaj življenju in spremembam, ki ti jih prinese. To je, I guess, moj moto. Koliko časa sem jemala kontracepcijo in če mi je žal zaradi aken, jemala sem jo 10 let, pa vmes sem imela eno pauzo, mislim, da tako dobro leto in takrat sem tudi dobila ful pač mozoljev, pa te akne in sem pošla hitro nazaj. Mi je žal, da sem jih jemala, ja, mislim, pa ne zaradi mozoljev, ampak nasploh zaradi tega, da sploh daješ nekaj takega v telo, ampak po eni strani ja, je fajn, da se zaščitiš, to mi ni žal, ampak na nek način posegaš v svoje telo z hormonskimi, kakorkoli tabletami. Zdaj enih rabijo, enim pomagajo, jaz sem jih imela samo zaradi zaščite. Pa tablete lahko tudi dosti vplivajo na mentalno zdravje, zdaj, tako sem rekla, ni za vsakega isto, zdaj ne vem, se meni se pač slučajno življenje tako odvilo, kot se mi je, ampak vse je ful boljše, odkar sem jih nehala jemati, tako da lahko je tudi en razlog, ki ne bom tvegala, pa jih jemala. Kar se pa kože tiče,
se bo itak spucala, vse bo v redu, ni zdaj to največji problem na svetu. Reš imam tako kožo, ko pa da se od znotraj na nek način recimo zastruplam. Ful ti hvala za to, ker se mi zdi, da se ne dosti ljudi zaveda, koliko dela imam oziroma s tem, kar delam. Vem, da to ni fizično delo, ampak je pa vseeno delo, ki ga ne more vsak upravljati. Mogoče ni vsak za to ali pa ni sposoben sploh do te točke priti. Marsikdo ne bi snemal video za ston par let, da bi sploh prišel do tega, da služi s tem. Tako da ful ti hvala za to razumevanje, ker ga ful redko kdaj dobim. Tako mentalno je dosti naporno, možgani mi skozi delajo, jaz nimam tistega, nimam vikendov, nimam dopusta in tako naprej. In kdaj skozi razmišljam, kdaj moram kaj objaviti, kdaj moram kaj posneti, kdaj moram urnikov slediti, pol se ukvarjati z ljudmi na internetu, ki so nesramni in na nek način se ful izpostavljati. Moje življenje je moje delo. Ampak tako sem se odločila in konec koncev sem ful hvaležna, ne bi nič spremenila. Pa fajn, ko vidim, da nekdo razume, pa mi da malo tek spodbude. Kaj me žene naprej, čisto pocukrano, veselje do dela. Torej res uživam v tem, tudi če cel dan traja, da nekaj naredim, da nimam pač fraj dnevov, konec koncev je ful pač se ful izpopolnjeno počutim, ko to delam in sama sem svoj šef, čeprav moj šef, jaz mi ne da nič fraj, na drug teden bom fraj. Še bolj me pa spodbudi to, ko se spomnim na vsa dela, ki sem jih prej delala v skladišču, v gostinstvo, vse možno sem delala in ko se na to spomnim, kako me je to ubijalo, kako mi je dušo pač izsrkalo, ful spoštujem ljudi, ko to delajo, ampak jaz se mi zdi, da sem ful tak kreativen tip in me to res ubija. Tako da jaz rabim nekaj, da je ful različno, pa da je kreativno, da nove stvari skozi delam, ker če eno in isto, pa da vem, kaj me čaka, sem pravno pač res izsrkati življenje iz sebe. Tako da tudi, ko se spomnim, ko sem recimo nazadnje, ko sem v skladišču delala, sem skozi sanjala pa razmišljala, kako bi bilo fajn, če bi delala karkoli, kar mene veseli in skozi imela to motivacijo, vse bo malo še in zdaj imam pa to motivacijo, da ne grem nikoli več nazaj, da potrpim, ko je kaj malo bolj težkega, recimo. Glede fitnessa, jaz bi predlagala, da si mogoče na YouTubeu pogledaš kak ta beginner guide, ker jaz zdaj nisem ful glede tega podučena, bom rekla, kar lahko povem, kaj sem jaz naredila na začetku, ko sem začela v fitness hoditi, sem šla na to stezo in sem tako malo opazovala, kaj drugi delajo. Pol naslednji korak je bil, da sem šla na te mašine, ko te v bistvu prisilijo, da imaš pravilno formo, pa sličica ti kaže, kaj moraš delati, ker če greš na proste uteži, se boš prej poškodoval, ko pa kaj dobrega naredil, sploh če ne veš točno, kako formo narediti. Meni je ful pomagalo, šla sem najprej tudi na body pump skupinske vaje, ker te naučijo te glavne stvari, kot so počepi, deadlifti, vse pač, kar rabiš za, bom rekla, za te proste uteži dvigovati. In zapomni si, da noben te ne obsoja v fitnessu, noben te ne gleda, ampak večjemu si mislijo, bravo, evo, da si prišla v fitness, pa fulkrat ti ljudje pomagajo, tudi jaz komu pomagam, če se mi zdi, da mogoče in bi bilo ok, ne, nisem zdaj vsiljiva, ampak tako vidim, da kdo mogoče res kaj ful narobe dela, ful z veseljem pomagam, tako da v fitnessu so večinoma tako vsi ful v redu, tako da ne se bat, ampak mogoče steza najprej, pa malo opazuj okolico, da se počutiš, da spadaš tja, pol pa počasi korak po korak. Pa YouTube je tvoj najboljši prijatelj, jaz še zdaj kdaj kaj pogledam na YouTubeu, kako se kirovaja dela in nočem se fokusirati na hate, pa vem, pač večinoma ste bili vsi ful prijazni, samo to bom hitro pokomentirala, ker sem bila pravno, deno, prosim. Če je možno malo manj nastavljena na YouTubeu, večinoma smo ženske gledalke teh videov, ni potrebno pa na primer kadrov, kjer čistiš in se vidi samo tvoja zadnjica, it's cheap. Jaz sem taka oseba, sploh te na Twitchu vejo, ker je večinoma moških, ki nikoli, vedno sem tak v kadru do sem. Na YouTubeu pa glih zato, ker imam ženske, se počutim, da ne rabim skrivati mojega telesa, sorry, ker imam telo, sorry, ker imam proporce, pa imam pas, pa imam rit, pa imam noge, pač vsi jih imamo, ne. Zdaj, če bi imela ravno rit, pa ne bi imela oblin, verjetno tega ne bi komentirala, isto je za punce z malo večjimi prsmi, noben ne komentira nič, če je naravna, ne, tako da dvojni standard. Ne bom se skrivala, ker ne delam nič narobe in jaz sem prav ponosna na sebe, da ne izkoriščam svoje telo za oglede in za lajke. Poglej moj Instagram, lahko bi se nastavljala, pa se ne, tako da ne bom nič spremenila in mogoče moraš delati malo na svoji samozavesti ali pa iti v fitness, da se boš boljš počutila, ker očitno nekaj ne štima v tebi in se mi zdi, da zveniš malo ali ljubosumno ali pa zelo nesigurno v sebe, torej insecure. Tako da, malo deli na sebi, pa ne mislim na telesu, v glavi.
Lord Jesus. Kaj mi posod rata biti? Mal težko, zdaj ful cajta jaz nisem imela nekega lajfa, ful sem se malo s prijatelji videla, nisem niti nova prijateljstva sklepala, ker pač ne vem, kam naj jih dam, a ne. Problem je tudi, da recimo večina ljudi dela dopoldne od 9 do 5, jaz pa glih obratno, oziroma cel dan, ampak pol ta glavne stvari, ko jih ne morem prestaviti, so pa popoldne oziroma proti večeru in pol tiste dni, ko recimo ne streamam, pa nimam videa, takrat se pol dobim s kolegi. Včasih je pa tudi fajn biti sama, ampak zadnje cajte, ne vem, kdaj sem bila nazadnje, ko sem imela Fridays dan sama, pa delala nič. Tako da ja, težko je to usklajevati se, no, bom rekla, ampak pač, tako je pač odraslo življenje, moraš si planirati že en teden naprej, kdaj se vidiš ali pa celo več. Ampak če hočeš, se potrudiš in vzdržuješ tudi prijateljska razmerja. Ampak ja, letos sem tako rekla, da bom malo več cajta posvetila socialnemu življenju in manj delo, ampak je tak internet ful neprizanesljiv, malo zgineš, že greš številke dol, a ne. In težko čisto odmislim, jaz nikoli ne čisto odmislim. Pa tudi, ko sem fraj, si mislim, zdaj me bo vsi pozabili, noben me ne več gledal. Pa ne samo to, ampak tudi YouTube, ko vidi nam, da si ti neaktivn, ali pa Twitch, te ne toliko predlaga, ko pa kadar si aktivn. In ja, lahko si ful hitro vse uničiš, kar je malo bedno pač za mojo glavo, a ne za mojo mentaliteto, ampak tak pač je. Kjer serije oziroma filme gledam na Netflixu? Ful malo zdaj. Zadnje cajte tako skoraj nič ne gledam, filmov sploh ne. Serije recimo, prav na Netflixu so mi všeč, nazadnje sem gledala Manifest, Wednesday, The Hundreds, How to Get Away with Murder, pa Vikings, Narcos, kaj sem še gledala? Zdaj sem začela Ginny and Georgia, ampak tak šele na eni tretji epizodi sem. Drugače pa ful rada gledam crime investigation stories, ampak so ponavadi tako bolj dokumentarci. Filme pa, kot sem rekla, ful malo gledam. Imam pa rada take, ko se me dotaknejo, pa ne zdaj romantične komedije, ampak take mogoče bolj globoke zgodbe, ko me v jok spravijo. Nazadnje sem pa gledala Titanic v kinu. Jokala sem se, pa sem ga že 100-krat gledala. Knjige, ki so mi spremenile življenje in kje kupujem knjige? To je ful dobro vprašanje. Sicer bom rekla, da imam še toliko za prebrati in ni zdaj točno specifične knjige, ko bi mi res spremenila življenje, lahko vam ene par povem. Recimo ena taka basic knjiga, ko eni jo mogoče tudi malo ne marajo, ampak takrat za nekoga, ko ni imel pojma o ničemer, kar se tiče rasti, osebnostne rasti, mi je The Secret bil dober tak skok v ta svet, bom rekla. Pol Think and Grow Rich, Rich Dad, Poor Dad, to je bolj tak, bom rekla, finančna, da si malo spremeniš to finančno mnenje, pa mnenje glede denarja, da denar ni slab, ampak so ljudje slabi in da kaj je razlika med temi, ko nimajo denarja in temi, ko imajo denar v načinu razmišljanja. Jaz sem drugače tudi ful poslušala podcastov na YouTubeu, ne podcastov, ampak ja, fora podcasti, takrat jih še ni bilo in to mi je tudi ful pomagalo. Vse glede tega, kako spremeniti razmišljanje, manifestacija, zakon privlačnosti. Recimo, koga sem poslušala na YouTubeu, Bob Proctor, Abraham Hicks, pol Evan Carmichael, bom jih napisala, Mel Robbins, Project Life Mastery, jih je še več, ampak te so, bom rekla, taki glavni. Kupujem pa knjige ali v Felix knjigarni, kaj že ona, MK, spletna. Imam pa tudi nekaj audio knjig na Audible, tako da ja. Pred kratkim sem pa tudi prebrala Why Are You Here Cafe in tam je bila tudi ful všeč, pa Življenje je tvoje. Ja, ampak se mi zdi, da na YouTubeu sem se tudi dosti stvari od drugih naučila, da malo spremeniš ta mindset in ja. Ok, če rišem po naročilu, da še na hitro to odgovorim, ja, sem tudi v vlogu prejšnjič povedala, rišem po naročilo, torej pač to ni zastonj, ker se mi zdi, da se eni mogoče malo narobe razumeli, jaz ne morem si tega privoščiti, da delam to zastonj, poleg tega moram tudi sebe ceniti, pa svoj talent, pa svoj cajt in tak naprej. Spremljam pa naročila na mail in lahko pač ti pošljem, kere dimenzije so na voljo, pač odvisna je cena tudi od koliko število portretov je na sliki, pa kakva je velikost in tak naprej. In zdaj imam že nekaj naročil, tako da hvala, ful se veselim slikati, sicer bom lahko šele čez en teden, ko prijem nazaj. Ja, zdaj, če se vam ne mudi, še vedno sprejemam naročila, ampak bo malo trajalo, ker zdaj, kot sem rekla, imam 3 naročila v čakanju. Slikam vse živali, ker hodila sem nekako združiti to ljubezen do živali, pa rekla sem, da bi rada letos več slikala in se mi zdi taka ful dobra kombinacija, tako da ne slikam samo mačke, ampak tudi pse, zajce, hrčke, karkoli, pač vse živali. Ne delam pa zaenkrat človeških portretov, ker sem tega imela
čez glavo na faksu. Kako se ne sekirati za ocene v šoli? Zdaj je ful enostavno biti pameten, ko nisem več v šoli, ampak tako nazaj gledam, pač v neke mere se itak moraš potruditi, a ne pa vem, kaj si starši misli v šoli, pa starši so vseeno tvoji starši in oni bojo vedeli, kaj in oni odločajo, a ne, in oni odločajo, kak pa kaj. Tako da zdaj nimam neke ful besede tu, ampak rada, da bi sam rekla, da ocene v življenju zelo malo pomenijo. Ja, če hočeš na nek določen faks, kjer pač moraš imeti točke, moraš imeti določeno povprečje ali pa na srednjo šolo, boš pač se mogel potruditi in se malo sekirati za ocene. Če pa ne greš na šolo oziroma faks, kjer rabiš to, bi pa rekla, da noben ne bo vedel, koliko si imela oceno, ne vem, pri katerem predmetu v osnovni šoli ali pa srednji šoli. Življenje je veliko več kot samo ocene in slabe ocene ne pomenijo, da nisi dosti dobra ali pa da nisi dosti pametna. Vsak je na svojem področju dober. Jaz sem se vedno počutila neumno zaradi matematike in fizike, ker sem imela slabe ocene. Prvo kot prvo ni me zanimalo, drugo kot drugo pač jaz tega ne rabim. In želim si, da bi v šoli delali več na tem, da nas učijo za življenje, ne samo za ocene, zato ker toliko stvari sem se mogla sama naučiti, pa še vedno se učim, ko bi se lahko v teh vseh letih šolanja naučili, ampak ne, mi se učimo toliko bedari, toliko neuporabnih stvari, to bi moglo biti ful bolj individualno ali pa ne vem. V glavnem, šolski sistem se mora spremeniti. Tako da ne se zanašati na šolo preveč, ampak poleg šole se recimo, jaz bi rekla, še sam malo izobražuje, tako sem rekla, glede financ, glede osebnostne rasti, glede športa, zdravja, ker te sistemi so tako zastareli, da ja, v glavnem, ocena ni vse. Drugače, jaz sem pa hodila v srednjo šolo, v gimnazijo, ni mi žal, nisem uživala, ampak to je pol tudi vse kombinacija, ne bom rekla, koliko si star takrat, hormoni, kako se vključuješ v družbo. Preveč je bilo vsega, kot sem rekla, fizika, matematika, kar mene sploh ni zanimalo oziroma nisem rabila, ampak po drugi strani pa ne bi spremenila tega, ker sem, kjer sem zaradi tega verjetno in tudi na faks sem šla zaradi tega, ker sem bila pač v gimnaziji, sem šla pol na likovno pedagogiko, za neke fakse pač moraš imeti splošno gimnazijo ali pa dodatni predmet, tako da ja, ni mi žal, zdaj mi ni žal, takrat pač ja, nisem najbolj uživala. Ok, to je tako malo juicy vprašanje, tako da če niste stari na 16, preskočite. Ali pa če se moji starši ali vadek družina ne tega poslušata, prosim. Nimam ga, sem pa razmišljala o njem. Vsem ni nič narobe samo z zadovoljanjem, ok? Sploh punce se mi zdi, da so mogoče malo zaprte glede tega. Mogoče bi tudi jaz lahko malo več to omenjala, ker je to nekaj najbolj naravnega in pač to je tako nekaj najbolj normalnega, najbolj naravnega in go for it, ok? Potovanje, kam bi šla, pa ne vem, povsod. Se mi zdi, da najprej itak me še cela Evropa čaka, da mogoče grem v Španijo, sicer sem že bila, ampak 12 let nazaj, pa takrat je bil maturanc, zdaj bi mogoče malo bolj tak penzionistično šla, vsaj delno. Ful bi rada šla v New York, torej pač ZDA, sigurno, Kanada, pol Tajska, Bali, Avstralija, ne vem, to vse bi videla. Jaz nisem zdaj ful ono za te, bi rekla, tropske kraje, ampak bi jih itak da vseeno videla. Vse bi rada videla, ampak mislim, da najprej bo, ok, jutri Nemčija, pol pa Španija. Če se me najbolj strah v življenju, itak, mislim, najbolj standardni odgovor je to, da nekoga izgubiš, kar se tiče družine, prijateljev, to je logično. Naslednja stvar, kjer je me najbolj strah v življenju, je pa to, da bom obžalovala stvari, ki jih nisem naredila. Tako da, just do it, ne samo razmišljati, naredi. Zakaj mi je fina Jasmina? Imela sem fajn jazza prvo, pa se mi je zdelo, da je ful tako angleško in pol sem hotela nekaj slovenskega, pa da si ljudje zapomnejo. Pa jaz res nisem fina, mislim, imam trenutke, ko sem malo fina, ampak nisem. Tako da se mi je samo zdelo, da je ful tako ime, da si pač ljudje lahko zapomnijo. Dobiš veliko sporočil od fantov? Ja, mogoče jih bom zdaj malo manj dobivala. Nič ni narobe, jaz pravim probi, zakaj ne bi probal, ampak če vidiš, da ni odziva, pol nehi, a ne. Tako da jaz pravim tudi punce in fantje, kar dejte. Če ti je nekdo všeč, probi, nič nimaš za zgubiti. Ampak, koliko sem stara? 30, čez 2 meseca bom 31. Ja, 30 let stara pa moraš reči imaš kako moškega, to smo že pokomentirali. Katero srednjo si hodila, si veliko žurala, pila alkohol v najstniških letih? Kot sem rekla, gimnazija, Ravne na Koroškem. Ja, ful smo pili za vikende. Če bi šla nazaj, ne bi tega delala, ampak dopovej ti 16-letniku to, dopovejmo.
ne moreš, a ne. Pa jaz sem bila tudi, tako sem rekla, sramežljiva in sem fulkrat alkohol uporabila zato, da sem se bolj odprla, bila bolj samozavestna, ampak drugi dan itak bolj si misliš, to nisem jaz, a ne. Tako da, ja, ne priporočam. Moje najljubše pajkice, bom kar odgovorila glede na to, kjer je najbolj nosim in to so Second Skin, tako res za vsak dan. Za fitness, pol mogoče kjer je debelejše, tako so Motion Seamless ali pa Essence, ja. Moje mnenje glede Dysona, ne vem, pač meni je ful fajn. Ful je fajn, tudi nastavke te za dlake ima in mi je res super, skozi ga uporabljam, baterija drži nenormalno, ful dobro dela, pa sploh ga nimam na tem najbolj močnem sesanju in res, zakon je, ful ga enostavno sprazniš. Zdaj, težko primerjam recimo z drugimi, ki so malo cenejši, ker nisem nikoli probala, ampak ni mi žal, meni je vreden denarja. Kak mi je bil študij na pedagoški fakulteti, torej sem študirala likovno pedagogiko, kak se mi zdijo zaposlitvene možnosti, če imaš likovno pedagogiko, sama sem dilemi za faks, rada ustvarjam, ampak me je strah, da bom omejena z tem nazivom, super blagam večkrat tako naprej. Hvala. Jaz pravim, ne vem, tako sem rekla, jaz sem bolj tak z vetrom in nisem toliko razmišljala, a mi bo ta nam faks prinesel službo pa ful denarja, ker na koncu je toliko stvari odvisnih od tega, kot sem rekla, kak se znajdeš, kam sam si za sebe odgovoren. Meni je bilo ful fajn, jaz sem tako uživala na faksu, ni mi žal, pa zdaj recimo na nek način tega ne uporabljam. Recimo te moje sošolke so vse našle službo, pač za ene mogoče malo več cajta trajalo, ene imajo malo kombinacijo, ene so šle v vrtec pa tako naprej, ampak mislim, da večina jih je kar ostalo v tem likovnem. Bom rekla, če se potrudiš, pa če verjameš, ti lahko vse rata in ne vem, jaz ne bi spremenila tega obdobja na faksu nikoli, ker mi je tako napolnilo dušo, sploh če si tako bolj ustvarjalna. Ne vem, še vedno lahko kaj poleg faksa narediš, ni faks vse. Jaz sem recimo, ko sem bila na faksu, se spomnim, da sem vedno bila, delam faks, to je vse, kar rabim, malo sem bila pasivna, pol sem počasi šele začela se za make-up še zanimati in ja, ni zdaj, ko boš imela ta naziv, ni samo, zdaj sem pa učiteljica liko, ne, to je to. Zakaj se ne malo odpreti pa še kaj drugega delati, ampak ja, to je pač zgleda moje mnenje. Ali lahko naredila še kakšne girl talk videe, na primer o menstruaciji pa to. Ful bi lahko to delala, meni se zdi, da zdaj, ko sem že toliko stara, že malo pozabljam, kaj vas zanima, te mlajše. Girl talk menstruacija, pa če vas še kaj drugega zanima, mogoče glede seksa ali pa kaj takega. Lahko. Sam bi rabila vprašanja, da vidim, kaj točno. A je pa glede te menstrualne skodelice, me nekdo vprašal, ne uporabljam je več, ker naenkrat je nisem več znala ustaviti in je nisem pravilno ustavila, tako da ja, ne vem. Če sem dobila kdaj kak feedback od bivših sošolcev glede službe dela, a te podpirajo pri tvojem delu ali te gledajo po strani. Mislim, s temi, ko se še vedno družim pa vidim, me vsi podpirajo, pa jaz mislim, da se jim zdi zanimivo, no, tako da nikoli nisem dobila kakih čudnih pogledov. Tudi nasploh ljudje okoli mene se mi zdi, ko jim večkrat razložiš, kaj delaš, te s cajtom razumejo. Ker vitamine dodatke vzemam vsak dan, ali jih jemlješ celo leto ali samo določena obdobja. Vsak dan uporabljam, nimam po obdobjih, vsak dan uporabljam omega 3, vitamin D, magnezij, cink in multivitamin, pa zdaj sem začela ko sem vam pokazala v prejšnjem vlogu, neki herbiotik za hormone. Zakaj se zgodca takrat, ko vidimo? To sem tudi že rekla, to odraslo življenje je malo težko in čisto imamo obratne urnike in se moramo kar zorganizirati, da se vidimo, drugače pa smo cool. Užem tvoje vloge, ker res pokažeš, kak nas si, če grem letos kam na potovanje z letalom. Ja, jutri grem. Jutri grem v Nemčijo. Kako naj se neham smiliti sama sebi, kako naj se neham prenažirati, preboleti nekoga, ki me zavaja, varal. To je tako težko, ker ziher sem bila že v tej situaciji, glede prenažiranja ne, ampak to, da sem se smila sama sebi, pa da nisem mogla nekoga preboleti, sploh če te nekdo prevara in skozi čekiramo, mislim, da je to tako neka ženska stvar, ko je tako dosti normalna, oziroma se je težko znebiti. Vedi, da ta oseba, če te je prevarala in te je pusla, je v njej problem, to ne pomeni, da si ti slaba, pa da nisi dosti dobra. Ti deli na sebi zaradi sebe, ne zato, da bi dobila to osebo. In ta oseba te ni vredna. In enkrat, ko bo šlo toliko cajta mimo in boš nazaj gledala, si boš mislila, kako sem bila pač smotana. In recimo jaz, ko gledam za sebe nazaj, za stvari, ki sem se sekirala, za osebo, ki sem se sekirala zdaj,
ko je šlo to mimo, pa sem prebolela, sem prav oh my god, mene je sram, da sem sploh to prenašala, prav sram me je. Tako da, zdaj je verjetno še frišno in vse bo cool. Mogoče je bolj, da ima nekoga drugega, zato da nimaš ti upanja, pač to upanje da na stran, pa če te je nekdo sposoben prevarati, verjetno take osebe nočeš med življenje, tako da vse bo cool, ampak včasih moraš pač malo potrpeti. Ok, to je še ena taka, bom rekla, ko bi lahko tudi mogoče malo z mano bila povezana glede mojega načina življenja. Jaz razumem, da si rada sama, včasih se moraš malo prisiliti ven, ali pa vsaj podružiti, ali pa vsaj pisati si mogoče prek spleta, se je tudi mislim, zdaj v tem cajtu je še ne bolj enostavno navezati stike, ker če si vse to želiš, moraš pol v tej smeri tudi delati nekaj. Ne ostati v tem varnem balonu, jaz nočem nič narediti, ampak hočem spremembo. Tako da, ja, isto glede hrane, torej, če si se zredila, zmanjši si porcije, poj na sprehod in ja, malo naveži stike z drugimi, magari prek interneta. Jaz se sicer nisem kdaj tako počutila, sigurno sem hrepenela po marsičemu, tudi zredila sem se, ampak ponavadi, ko sem bila v zvezah, ne, ko sem bila izven zveze. Tako da, deli stvari, ki te bojo pripeljale do tega, po čemer hrepeniš, tudi če se moraš prisiliti. Zakaj sem nehala piti kavo in zeleni čaj? Zato, ker se mi je zdelo, da me kafein tako malo nervozno naredi, sploh kadar sem pod stresom, to je to. Ampak zdaj ga spet malo bolj redno pijem, ampak ne tako, da vsak dan, da sem odvisna. Kako se vklopiti v družbo? To je ful odvisno od ljudi okoli tebe. Včasih se ful lahko enostavno vklopiš v družbo, ko ti pa nekdo ne toliko paše, pa je malo težje. Tako da pač mogoče sploh se ne truditi in bo pač ne toliko pritiska dati na sebe. Pač te bojo že kaj vprašali, kaj dodaš, če hočeš, ampak ne zdaj biti kaj ne rečem, da ne bom tiho. Tako je enostavno, mislim, sploh pri fantu verjetno si mogoče tudi malo bolj nervozen, ker ni tvoja družina. Jaz vidim, da ko ful govorim, je ponavadi okoli ljudi, ko mi pašejo, pol so pa ljudje, ko mi ne paše. In tako je to je čist nekaj normalnega. Zakaj živim sama, ne z družino? Zato, ker, ne vem, ful je fajn, ker imaš doben ti ne teži, svoj urnik imaš, noben ne vpliva na tebe, sploh nekateri, če živite bolj v takem, bom rekla, slabem okolju, ko so skozi neki negativni pritiski in vzori, je ful težje svojo glavo misliti in ja. Ok, zdaj pa šla skozi eno vprašanje ful hitro, ker se je tudi bolj enostavna. Kaj bom letos zapusta? Jaz vsako leto naredim neko masko ali pa kaj se našemim letos bom pa pujsa Pepa. V torek, v soboto bomo pa česen bom. Česen, to je to. Taki malo bolj smešni kostumi. A si štejem kalorije? Ne, včasih sem si jih, nič ni narobe s tem. Štela sem si jih, ne vem, par mesecev, da sem dobila idejo, koliko pojem, koliko ima katera hrana kalorij. Zdaj, koliko moraš pojesti, je pa odvisno od tvoje teže, velikosti, kakšne cilje imaš, a hočeš zgubiti kile ali hočeš pridobiti in ponavadi ta aplikacija, recimo jaz imela MyFitnessPal, ti ta aplikacija izračuna ti samo svoje podatke, daš not pa koliko hočeš shujšati ali pa se zrediti. Jaz imam okoli Jurja 800 kalorij za pojesti, nekaj takega. Velika sem pa 160 kg, imam pa okoli 58, 59, odvisno. V katero smer imamo obrnjeno rolico papirja? Čez je, pač čez. Ampak zakaj ima eni od spod rolico papirja, je pa zato, to vem, ker imamo doma tako držalo za WC papir, ker ne moreš drugače. Tako da nekaj cajta sem vedno od spoda jela papir, tako da zdaj imam pa čez. Ne prijem na obalo, ko bo malo bolj toplo. Ok, na ful stvari sem odgovorila, na neki nisem mogla, ker bi bil ta video 3 ure dolg. Bi pa ful rada še rekla hvala za vsa ful pozitivna sporočila in bi rada ta izpostavila, ne tista slaba. Bom pa probala še kdaj narediti tak question and answer, da odgovorim na vsa vprašanja, ker v enem videu pač ne morem. Tako da, hvala, da ste mi postavili vprašanje in se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!